Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. December je že in praznični december običajno prinaša veliko novih vprašanj, predvsem pa že najbrž kujemo tudi načrte, kaj bomo počeli prihodnje leto. Letos je vse skupaj malo oteženo, žal dobro vemo zakaj in korona in covid sta dve besedi, ki nas kar strašita zadnje dni oziroma mesece, pravzaprav lahko bi že rekli celo leto. Ja, čas je za oddajo o zdravju s Alenkom, zato danes pozdravljam Alenko v naši družbi. Lep pozdrav, dobrodošli. Zadnja oddaja je to v tem letu, čas beži, tudi vam se zdi tako, da hitro teče vse skupaj? To leto se mi zdi, kot da je kar minilo, brez da bi se sploh zavedli, zaradi vseh teh stvari, ki so se pač dogajale, se mi zdi, da je kar nekako mimo odišlo in vprašanje, koliko nam ga bo v naslednjih letih ostalo v zavesti, razen vseh teh stvari, ki so bile s korono povezane. Teme seveda ni bilo težko izbrati za najin današnji pogovor, veliko je še takšnih vprašanj, tudi veliko nedorečenega pravzaprav, kar se tiče covida. Še zmeraj je to ena bolezen, o kateri vemo samo en del, vedno znova nas presenečajo nove stvari in ja, glede na to, da je konec leta, praznični čas, bi verjetno bilo boljše, če bi izbrali kakšno bolj prijazno, dobro temo, ampak jaz mislim, da smo zdaj že nekako si tako udomačili to besedo in to bolezen, da je prav, če mogoče naši poslušalci, gledalci vidijo ali pa slišijo stvari, na katere morajo biti pozorni, s katerimi se lahko prišparajo kakšno komplikacijo, tako da se mi zdi, da bomo probali na drugačen način malo polepšati te stvari. Na te nesrečne maske smo se že kar precej navadili, v tem času se nam že zdi pravzaprav normalni del obleke. Nekaj novitet prihaja trenutno s tem zvezi, zunaj jih torej naj ne bi nosili. Sicer pa, kaj vi mislite o teh maskah? Je prav ta kirurška, papirnata ali so boljše tiste zašite iz blaga? Ne, mislim takšna, kot nosim jaz, kirurška, navadna je pravzaprav najboljša od teh navadnih mask. Zdaj, ta sprememba, da je ni treba nositi zunaj, je sicer ni čisto tako, ni je treba nositi, kadar ni dosti ljudi, kar je absolutno itak že po neki zdravi kmečki pameti, že prej bi naj bilo tako. Nažalost je pač bil ukrep stroki in verjetno bil namen, da nas nekako disciplinira, ampak ja, jaz tudi mislim, da če greš sam po Ormožu, po praznem Ormožu, res ni potrebno, da imaš masko gor. So pa po vseh nekih raziskavah, ki so jih naredili, od primerjavah teh mask so te navadne kirurške še zmeraj nekako nudijo največjo zaščito. Oziroma mi najmanj pošljemo drugemu to na takšen način. Zelo vesela sem, ko me ustavi kdo od gledalcev in reče, daj vprašaj Alenko, To se natančno ve, kdo Alenka je in da je to naša gostja. Kaj je zdaj s tem virusom? Bo konec tega ali ne, je bilo eno vprašanje danes zjutraj. Ja, zdaj, verjetno ga tako hitro še glih ne bo konec, Zdaj vsi z največjim upanjem čakamo to cepljenje, ker vidimo, da virus se sam od sebe pač ne bo razblinil, Pa tudi to cepljenje seveda prinaša zopet nove neke težave in pričakovanja vseh nas so bila, tudi vsi smo si zamislili, da ko pride cepljenje, pa se vsi v trenutku cepimo in bo to. Ampak zdaj vidimo, da bo verjetno to cepljenje ljudi trajalo nekaj mesecev, da bomo dosegli tisto eno 60% precepljenost, ki bi naj bila mogoče dovolj, da ne bi bilo več takih zapletov, kot so zdaj. Tako da to ni nekaj, kar se bo začelo zdaj in bo hitro konec. Nažalost bo to trajalo verjetno še kar večji del naslednjega leta. Tako da, mislim tudi, da viruse čist pregnali ne bomo še kar nekaj časa in da pač se bomo morali naučiti sobivati z njim. Ampak jaz mislim, da bomo se mi to naučili, da bomo to zmogli. Mislim, da človeštvo še hujše stvari v življenju dalo skozi, mislim v zgodovini naši. Ampak se mi zdi, da moramo biti nekako pripravljeni, da sodelujemo, ne da iščemo vedno neko dlako v jajcu za vsako neko stvar, ki se zgodi, ampak da se enostavno včasih tudi zaupamo nekomu, ki neke stvari uvede, da jih pač probamo v dobro vseh nas upoštevati, tudi če se z njimi ne strinjamo včasih,
tudi če se nam zdijo brez veze, tudi če se nam zdi, da nas ne bo to prizadelo, ampak tako se mi zdi, da nas je mogoče ta virus malo zopet naučil, da malo bolj poskrbimo drug za druge. Že sama maska je dokaz za to, masko nosimo zato, da drugega ne okužimo, ne? In se mi zdi ena taka stvar, da mogoče je pa to bilo potrebno v današnjem hitrem svetu, da se vse skupaj malo ustavi, no. Kaj pa se pravzaprav lahko pričakuje od tega cepljenja? Je to, kar si želimo? Recimo, če vi kdaj razmišljate pri sebi kot zdravnica, torej je dobro, da se cepim ali ne? Kaj bi bo to prineslo, recimo? Jaz niti za sekundo ne pomislim, da se ne bi cepila. In pri virusih ni druge rešitve kot cepitev, kot cepljenje, no. Zdaj, mi pravzaprav ne vemo, koliko učinkovita, natančno ne vemo, koliko učinkovita bodo cepiva. Zdaj, neke študije, ki so se seveda zdaj v relativno kratkem času naredile, zato mogoče niso še čisto dokončne, kažejo, da bo kar nekaj časa cepivo držalo. Najprej smo mislili, da se bomo morali cepiti vsake 3 mesece, zdaj izgleda, da pri nekaterih cepivih bo lahko to samo enkrat letno. In jaz pač pričakujem, da bo postala ta koronavirusna bolezen, tako kot je gripa, ne. Vsako leto se pač cepimo, tisti, ki se ne cepijo, zbolijo težje. Vsako leto tudi gripa pomori nekaj ljudi, ponavadi te šibkejše, seveda ne v takem obsegu kot zdaj koronavirusna bolezen, ampak jaz mislim, da bo korona za nekaj leti postala taka podobna bolezen, tako da in se bomo naučili z njo bivati in se bomo pač z njo cepljeni. Jaz mislim, da vprašanje cepljenje ja ali ne, ni vprašanje. Mogoče ni potrebno, se tudi ne bo, ne, za mlade do 17. leta ali nekaj takega. Odsvetovalo se bo nosečnicam, zaradi tega, ker ne vemo še, kako deluje na plod. Odsvetovalo se bo mogoče mladim ženskam, ki načrtujejo nosečnost v prihodnjih mesecih. Pri starejših ali pa pri vseh ostalih pa ne vidim absolutno nobene neke slabe stvari, zakaj se cepili ne bi. Res je, da cepiva malo slabše poznamo, ampak vem in zaupam inštituciji, kot je ta Evropska agencija za zdravila, ki je ekstremno stroga, pikolovska, natančna in nekako pač drugo nam ne preostane, kot da zaupamo, da bojo naredili tako, da bo za večino ljudi v redu. Verjetno se bo kdaj kje pojavilo kakšen stranski učinek, kakšen zaplet, ampak tako pač je. Večinoma bo v redu. Kaj pravzaprav to zdravilo vsebuje? Recimo, da torej telo ubrani pred tem Tako, to virusom. pravzaprav ni zdravilo, ne, ker nič ne pozdravi, zdravilo nekaj zdravi, ko že nekaj nastane. Cepivo, kot vsakršno drugo, je pač snov, ki jo mi dobimo v telo, da se potem v našem telesu ustvarjajo protitelesa, da ko ta virus v naše telo pride, da ga enostavno ne spustijo blizu in ga ubijejo takoj, ne. Tako da nima šanse, da nam naredi kakšno škodo, ne. To je v bistvu filozofija vseh cepiv in isto, identično velja isto za koronavirusno cepivo, tako da. Kaj pa se dogaja pravzaprav konkretno v Sloveniji? Zakaj se ne da zajeziti kljub vsem ukrepom, ki so dejansko skoraj drastični, ne, da se ne ustavi vse skupaj? Kaj se dogaja? Res je to kar ena taka zanimiva stvar, čeprav zdaj vidimo, da tudi drugod v Evropi, kjer so nekatere stvari mogoče malenkost drugače urejene, se začne dogajati isto. Verjetno je res, zdaj tako, no, mogoče, ali pa če tako začnem, sama vidim, da bolniki pridejo k meni in rečejo, ja pa kako sem se lahko jaz okužil, jaz se noro strašno držim vseh ukrepov. In potem pa se začnemo pogovarjati, pa mi povejo, ja, sem pa bil z bratom tam, pa sem šel mamo obiskat, pa sem bil malo tak. To se mi zdi normalno, nekako nismo še točno, kako bi rekla, zapopadli, kaj pomeni biti v svojem izrazu, ki ga sicer ne maram, mehurčku, ne, tisti v svoji najožji družini. To pomeni, da ne smeš iti k babici, pa ne smeš se z bratom podružiti, tudi če je to za 1 uro, je to lahko problem. Tako da, to je ena stvar, druga stvar pa, ki je verjetno resnično tako, no, kako bi rekla, v Sloveniji ni zaupanja v
v vse te inštitucije, ki skrbijo za to, za vse te ukrepe in za vse to. In recimo vidimo lep primer v Nemčiji, ne, ko je Angela Merkel z enim takim čustvenim nastopom nastopila v Reichstagu, mislim, da naslednji dan so prav merili, ne, koliko so ljudje manj šli, ne vem, v trgovine, v ono, v tretje, četrto, koliko bolj so se začeli držati, ker jih je to nekako se jih dotaknilo, ne. Mogoče bi lahko bile kakšne stvari skomunicirane drugače tudi pri nas, čeprav vem, vsaj jaz bolj sodelujem z Ministrstvom za zdravje, da se res trudijo, da res probajo nekaj delati dobrega, ne. Ampak mogoče je res tu glavni problem, ne. Ker nekako obsoditi, da smo ljudje krivi, da se tega ne držimo, ja, ampak drugi morajo poskrbeti, da se mi to zapopademo, da se bomo tega držali, da se nam, če nekdo to reče, nam to predstavlja takšno avtoriteto in nam zbudi takšno zaupanje, da bomo se mi tega držali, ne, to je tisti po mojem poglavitni razlog, zakaj ni tega. No, kaj bi se recimo zgodilo, da se torej vse odpre, ne, da je vse normalno in se reče, sedaj pa pazite nase, kakor veste in znate. Morda bi se bolj pazili ljudje, ne? Mogoče v kakšni drugi kulturi, v kakšni nemški kulturi ali pa taki bolj severnjaški, v naši mislim, da ne. V naši ne. Mi prav vidimo, no, ne vem, vsi takšni prazniki, kot so Martinovo, vse to, ko je, ne, ni v redu. In tudi zdaj moram reči, da nas zdravnike kar precej skrbi ta neka odprtost določena, ki se dogaja zdaj, ne. Koliko imam nekih podatkov, se bo verjetno res tik pred Božičem zaprlo čisto vse, kar bi se moralo. Bomo pa verjetno plačali dolg za ta teden, no, to pa se kar upam trdite, no 2-3 tedne potem bo verjetno kar malo več zopet okuženih, ne. In zdaj, kar nas zdaj najbolj skrbi, vidimo to, da imamo ogromno dela z poznimi posledicami teh okužb, ki se potem ne dogajajo s tistimi sveže okuženimi, ampak z ljudmi, ki so že 14 dni po okužbi, ki se že vrne nazaj v službo, pa naenkrat vseka neka res grda komplikacija. Tako da to se kar vleče in se to kar nabira in nas kar malo skrbi, kako bo po novem letu. No, ravno to nas zanima vse skupaj, komplikacije, pozne, torej zapoznele, ko že mislimo, da smo ozdraveli, pa nas torej prizadene. Kaj se pravzaprav lahko zgodi oziroma kaj se zgodi? Ja, moram reči, no, da nas to še nas, zdravnike, kar vedno znova kar šokira ali pa preseneti. O tem smo brali, o tem gledamo, ampak ko pa začne se to tukaj pri nas dogajati, pa nas res malo preseneti na nek način. Recimo mi zdaj, ko je kar velik del ljudi ali pa veliko število ljudi v naši občini bilo okuženih že, vidimo, da tam nekje 14. dan, tudi mladi ljudje, naenkrat huda pljučnica, zelo slabo dihanje, takšno, da potrebujejo kisik, nekateri celo kakšno intubacijo kasneje. Potem vidimo ogromno globokih venskih tromboz, strdkov, ki se delajo po telesu. Vidimo možganske kapi pri mlajših ljudeh, ki jih pri njih ne bi pričakovali, ker nima nobenega od tistih dejavnikov tveganja. Potem slike pljuč, ki si jih naredimo pri nekaterih, ki so preboleli korono, niti ni hudo, niti ni nujno, da bi bilo v kakšni hujši obliki, ampak potem, ko pa naredimo rentgensko sliko, pa vidimo številne take spremembe, ki bojo ostale za zmeraj, taka zatrjena pljuča, slabo dihanje, hudo zadihanost. Ljudje, ki so bili prej športniki, vidimo po pljučih, da verjetno nikoli več ne bojo se mogli ukvarjati športom, ker enostavno so pljuča takšna, da tega ne bodo jim dovolila. Tako da je kar nekaj takih res grdih zapletov, pa vidimo pa pri starejših ljudeh tudi to, ne. Tu pa smo že vsi veseli, neki starostnik lepo preživi okužbo, smo zadovoljni, veseli in potem en tam 20. dan, visoka vročina, huda pljučnica in na žalost nas zapusti, ne, tako da res, no, taka nepredvidljiva, grda, hudobna bolezen je to. No in kaj se zgodi potem čez 14 dni? Recimo zdaj konkretno pri tem primeru. Kaj se zgodi? Ostane torej virus še nekje v človeku? Virus itak ostane še dolgo časa noter in virus
ta SARS virus CoV-2 je takšen, da se v bistvu naseli v ogromno organov in se zgleda zaradi neke slabše imunosti ali pa nekega pač individualnega odziva posameznika, ki ga pač ima imunskega, se tako, da bi se malo pritajil, mi smo že vsi veseli, super, ne, in potem, naenkrat v nekem trenutku iz neznanega razloga se enostavno zopet pride ven in naredi tako grdo komplikacijo. Opažajo kar velik porast v teh raznih nastajanju strdkov in možganskih kapi, ne. Tako da, to so take čudne spremembe se dogajajo, no, in to so stvari, ki potem za zmeraj, za celo življenje ali naredijo človeka invalidnega ali pa seveda celo umre, ne. Tako da je to kar težko. No, recimo primer, da je človek okužen, nima simptomov, ostane v karanteni 10 dni recimo in se potem vrne v službo. To pomeni, da je v teh 10 dneh se na nek način razkužil ali kaj? Ne, na kakšen način? 10 dni je izbranih čist, kako bi rekla, določenih, ne. Zdaj, v 90% ljudi po 10 dneh ni več kužno. Ampak to še zmeraj pomeni, da 10% ljudi je pa še zmeraj kužnih. Ampak iz takih nekih splošnih razlogov, tudi ekonomskih in gospodarskih, se je obdobje karantene oziroma izolacije, če smo bolni, iz 14 dni zmanjšalo na 10 dni. Po 14 dneh je, mislim, na procent 96%, tako da bi bilo 14 dni definitivno boljše, ampak za samo gospodarstvo toliko slabše. Tako da mi se nič ne razkužimo, virus ostane v nas in zaradi tega je tudi po tistih 10 dneh, ko se vrnemo v službo, treba biti zelo, zelo previden, je treba tudi na delovnem mestu strogo nositi masko, ker ne vemo, ali smo med tistimi 10%, ne. Potem treba še opozoriti, da recimo starejši ljudje, ki imajo slab imunski sistem, pa številne kronične bolezni, ali pa tudi mladi ljudje s kakimi kroničnimi boleznimi, ali pa recimo ljudje, ki so preboleli raka ali pa se trenutno zdravijo z rakom, pri njih bi morala ta izolacija oziroma karantena trajati vsaj 20 dni, zato ker pri njih je pa ta kužnost zelo dolgo prisotna, ne. Tako da taki bolniki bi morali pravzaprav biti dlje doma. Ampak ves čas se nekako prilagajamo med ekonomskim in zdravstvenim delom, ne. In tu se non-stop nekako se pravila na novo postavljajo, tako da to, kar je zdaj, je tak na račun ekonomskega. No in kam potem izpuhti ta virus? Nikam ne izpuhti, ampak sčasoma se verjetno preneha, ker virus se non-stop deli in se razmnožuje, in se verjetno v nekem trenutku preneha deliti in se potem počasi izloči, ne. Tako vsaj predvidevamo. Zaradi tega tudi kar precej teh gastrointestinalnih težav v smislu drisk, bruhanja, ne. Nekateri imajo samo takšno težavo. Dostikrat imajo celo brise, lahko lažno negativne, ne. Imajo pa neke driske, zato ker je večina virusa bolj nižje v prebavilih, ne toliko v zgornjem delu. Tako da je tudi toliko enih neznank še in toliko nekih variacij. Mogoče, če se dotakneva brisov, no, ker sem jih omenila, vsi ti brisi, ki jih delamo, ne, hitri testi so itak zelo nezanesljivi. Nam pravzaprav, mislim, lahko so in lažno pozitivni, lahko lažno negativni in na žalost se lahko enako zgodi tudi na PCR testu. Na tistem testu, ki se dela iz tega. In tako da še zmeraj je navodilo, da mi zdravniki pravzaprav diagnozo seveda si s testom pomagamo, ampak če pa ima kdo tipično sliko bolezni, pa ima tudi negativen test, ker lahko test bil narejen prezgodaj, lahko prepozno, lahko ni bil prav vzet, lahko je karkoli se zgodilo, mi kljub temu postavimo to diagnozo in vidimo pravzaprav, da se zelo redko zmotimo, no. Sploh zdaj po posledicah kasneje. Včasih pri kakem starostniku smo dobili negativen bris, čeprav so imeli vse znake bolezni. Potem zdaj, ko se pojavljajo posledice, šele vidimo, da so to tipične posledice koronavirusne bolezni. No, velikokrat sem vas že to vprašala, pa ne bo odveč, ne, da še ponoviva. Kateri so torej tisti prvi znaki, ko si lahko rečemo, okuženi smo? Ja. Pravzaprav prvi znak mi povejo naši pacienti, da je ena taka huda utrujenost. To je skoraj pri vseh prisotno, tako čudno so utrujeni, tako kot drugače niso.
Pri nekaterih se to tudi dokaj hitro pojavi izguba okusa in vonja. Pri nekaterih je samo tako malo pokašljujejo, nič kaj hujšega. Boleče so mišice, tako kot veste, pri vseh teh virozah malo bolijo mišice, utrujenost, zaspanost pri nekaterih. Potem pri nekaterih se začne samo driska in bruhanje, ali pa eno ali drugo, ali pa oboje. Redkeje imajo, da smrkajo ali pa da imajo boleče žrelo, to je mogoče manj tipično, ampak je pa tudi neprisotno. Pravzaprav se te težave z dihanjem, to najprej opazijo, nekaj od tega, potem pa lahko kakšen dan, dva, pa so že čisto v redu. Potem pa nenadoma tam en 7., 8. dan, pri mlajših lahko celo malenkost kasneje, pa zopet lahko za kakšen dan pride kar eno hudo poslabšanje ali težko dihanje, zadihanost, močne bolečine v mišicah, nori glavobol, mislim taki, ki ga sploh niso še nikoli v življenju imeli. In tudi tisto lahko pri nekaterih, pri mlajših, dobro imunsko opremljenih, lahko traja mogoče samo kakšen dan, 2, 3. Seveda pa pri starejših pa to lahko pomeni, da res pride do hudega poslabšanja, tako da potrebujejo bolnišnico, rabijo pomoč s kisikom in pa celo, če potrebno, je treba potem dihati namesto njih, ne za aparate. Kakšna razlika torej je med običajnim nekim prehladom in covidom? In covidom, ja. Zdaj na začetku sta lahko čist identične, ne. Tiste prvi simptomi so lahko čist isti kot pri navadnem prehladu, lahko nam malo z nosa teče, mogoče boli žrelo, malo nas glava boli, vse nas boli. In tudi tu večinoma, tako kot pri pravem prehladu, kjer to v 3 dneh mine, ne, isto tudi tu. Ampak pri covidu se na žalost tam en 5., 6. dan to ponovi znova, ali pa zdaj vidimo, lahko se to ponovi komaj tam po 2 do 3 do 4 tednih po bolezni, pa kar nenadoma neka sprememba. In tudi zdaj, ko delamo rentgene, vidimo, da tudi pri nekaterih, ki so čist blago preboleli, vidimo ene spremembe, ki bojo za zmeraj ostale na pljučih. Jih pa hvala Bogu, njih toliko niso motle, ne. Motle bojo pa pri zmogljivosti za naprej. Ja, na kakšen način bi nekaj vzpodbudnega povedali našim gledalcem glede na to? To bi morali, ne, ja. Ker govorimo res same žalostne stvari, ne, tudi po poročilih poslušamo same grozljivke. Predtem pa še eno vprašanje. Zakaj eni zbolijo, zakaj eni ne zbolijo? Zakaj eni imajo hude težave, drugi manjše? Kaj se s človekom zgodi? To je vprašanje za $1 milijon, ne. Ogromno se s tem ukvarjajo, ne. Ker zanimivo je recimo, da se v istem gospodinjstvu se mož in žena ne okužita, ki spita skupaj, ki živita skupaj, ne. Pa je mož pozitiven, žena nikoli ne zboli, ne. In tega je kar nekaj, ne. Ne vejo točno tega razložiti, pravijo celo zadnje dognanja kaže celo, da bi naj imeli gen, neki gen, ki bi naj tvoril taka protitelesa, ki so v redu proti temu virusu, nekateri ga imajo, nekateri ne vemo, no mislim, to je zdaj ena od nekih zadnjih študij pokazala. Teda točno, zakaj se to zgodi, ne vemo. Vemo pa, da recimo zdravstveni delavci praviloma huje zbolevajo, zaradi tega, ker je strašno pomembno, koliko tega virusa ti ob okužbi dobiš. In mi, ki smo ponavadi pač z nekimi okuženimi osebami, lahko tudi v tesnejšem stiku ali pa to lahko kot dihajo, ne, dosti tega prije v nas, imamo zato praviloma težje poteke bolezni, no. To je edino, kar se ve, zakaj pa ne vemo. Ko bomo to vedeli, bomo verjetno lažje se tudi uprli temu, ne. No, veliko se govori tudi o tem, ta vitamin, pa drugi vitamin D predvsem, ne, je treba hrano z D-vitamini ali pa celo kupovati neke tablete s tem vitaminom. Koliko bi to pomagalo, recimo? D-vitamin je nasploh stvar, ki vpliva na odpornost in doze, ki jih mi zdaj priporočamo, seveda to definitivno malo pomaga pri neki splošni odpornosti. Da pa bi bilo to zagotovilo, da mi ne bomo zboleli, pa na žalost niti malo, ne. Nam lahko pomaga, da mogoče ne bomo razvili fejst hude oblike, ampak vse je odvisno pravzaprav od nas. D-vitamin je lahko samo eno pomagalo v tem. Je pa res, da so doze D-vitamina, mislim recimo, ko nekdo zboli, mu mi predpišemo zelo visoke doze D-vitamina, ker so ene študije pokazale, da ni tako dosti teh poznih posledic in da tudi sam potek malo blažji. Čeprav je lahko to tudi potek, kjer ste vi v intenzivni
terapiji, ne, ampak vseeno boste imeli večjo možnost. Vitamin D se predpisuje, v bolnišnici dobijo vsi, ki imajo pljučnico, tudi eno kombinacijo antibiotikov, ampak ne zato, da bi antibiotiki pozdravili virus, ampak zato, ker antibiotiki preprečijo, da se na to pljučnico, ki je, še bakterije gor ne bi naselile. Ne, in potem s tem to delamo, potem daje se eno zdravilo, ki zmanjšuje vnetje v telesu, ampak zdaj tak čisto specifičnih zdravil, nažalost ni, ne. Cepljenje bo edina stvar, ki nas bo lahko rešila. Si lahko pomagamo recimo tudi s primerno prehrano? Ne. Ne. Ne, nažalost ne. Z gibanjem, s telovadbo? Ja, vsekakor, ne. Zdrav način življenja je vedno dober za vse, ne. To sploh ni debate. Ampak so pa delali eno tako zanimivo študijo, so naredili, kdo bolj zboleva, ali taki bolj bolehni, bolj, ne vem, taki slabi, ne, ali tudi športniki, dobro natrenirani, ne. In so ugotovili, da pravzaprav ni nobene razlike. Res je, da debeli ljudje ponavadi imajo večje zaplete, to je res, in zdaj ponavadi neki športniki, ki niso debeli, ne, ampak drugače pa, veste, kar ogromno takih zelo znanih športnikov, svetovno znanih športnikov je zbolelo z zelo hudimi oblikami, ne. In tudi tako nasplošno neka, nažalost nas nič ne zaščiti, nekaj drugega je tisto, ne, kar nas ščiti. No, pa se vrniva torej k dobrim, reči kakim dobrim, no, ne, k pobudi, da slišimo tudi nekaj iz ust, nekaj pozitivnega z vaših ust, Ja. nekaj optimističnega, česa se pravzaprav naj veselimo? Jaz mislim, ne, da zdaj pač ta situacija pač je, kakšna je. Ampak dajmo probati res iz tega pobrati nekaj dobrega ven, z tega celega časa, ki je drugačen. Več smo doma, več smo lahko s svojimi najljubšimi, najdražjimi. Prvič, to je po mojem ena krasna stvar. Več povezanosti med svojo družino, ki je najpomembnejša za to, da mi v življenju dobro živimo. Lahko si vzamemo čas za dobro knjigo, za dober film pogledati, za čist počitek in odklop, ne, tega si mogoče prej tolikokrat nismo mogli. Veselimo se lahko cepiva, ki bo prišlo naslednje leto, in že lahko delamo načrte, ko bomo enkrat cepljeni in bomo imeli tisto potrdilo, kam vse bomo zopet lahko šli malo naokrog, ne, naredimo dobre načrte. V končni fazi si tudi na ta način prišparamo denar, zdaj letos nismo dosti potovali, ne, nam bo ostalo več za naslednje leto, to je tudi ena dobra stvar v vsej slabi stvari. Pa jaz tako mislim, no, da nas je naučila ta korona malo biti bolj sočutna drug do drugega, česar je bilo absolutno premalo že med nami, no, tako da je to tudi ena taka stvar, ki jo jaz kar opazim, pa mislim, da kar mi vsi. Ena pripravljenost pomagati drugim. Meni je prav lepo, no, ko vidim včasih, ne vem, mlajše, kakšne naše ormoške, mlajše občane, ki tako z nekim veseljem grejo nekaj pomagati, delati nekam, ne, pomagajo starejšim. In to se mi zdi, no, tako je za boljši svet za naprej v tem, da bomo nekako vsi malo boljši, ne. To bomo pa že premagali, to korono. Zdaj letos bomo hitro pozabili leto 2020, ne. 2021 naj bo malo boljše. Ja, hvala lepa. Upam, no, da prihodnji mesec, ne, v januarju, da bomo res že vedeli kaj konkretno Jaz in tudi upam, ja. še kaj bolj vzpodbudnega za naprej. Tako, še kar bolj spodbudnega. Ja, tako kot pravite, se pa opaža kar veliko takih depresivnih stanj, ne, med občani, se vam zdi? Ja. Recimo vsi tisti, ki prihajajo k vam v ambulanto, pojamrajo kaj, da so? Veste, nas ne skrbijo tisti, ki prihajajo v ambulanto. Ti pridejo in nekako se razbremenijo na ta način. Nas skrbijo tisti, ki nikam ne grejo, ki nič ne pokličejo, ki ne spostavijo stika, ker takšni ljudje so zdaj večji problem, ne. Ti ljudje, ki so prej bili sami, so mogoče zdaj še bolj sami. So še bolj nekje na robu, še bolj nekje zaprti in za te nas najbolj skrbi. Je pa res, da se te neke psihične stiske povečujejo, predvsem, kjer jaz vidim največ tega. Mi smo vseeno to malo bolj ruralno, malo bolj odprto, malo bolj toplo okolje v smislu odnosov, kot mogoče kakšno mesto, kjer so stvari malo drugačne. Ampak kaj ljudi
in bo jim pustilo posledice, je to, da se recimo ne moreš posloviti od svojega najdražjega, ko umira ali pa ko umre. To so stvari, o katerih mogoče premalo celo razmišljamo, tudi mi, zdravniki, to, veste, v bolnišnicah je to kar en proces, ki zdaj kar gre in nihče nima toliko časa o tem razmišljati, ampak jaz mislim, da je fejst stresno za nekoga, če mu umre, ne vem, žena ali mož, da ga niti ne more pogledati, niti ga ne more videti, niti ga ne more objeti na koncu, ne. In to je lahko kar hudo. In če lahko samo povem, no, da pač imamo tu v domu za ostarele v Ormožu, kot veste, so bile tudi znotraj doma okužbe in se je zgodilo tudi nekaj smrti. Sem pa bila enkrat slučajno poleg pri enem odhajanju ene gospe in je prišel mož, ki je tudi varovanec z doma. In moram reči, da se mi je tako me kar ganilo, no, kak je osebje tako tenkočutno poskrbelo za to, da sta se ona dva poslovila, ne. Ampak nažalost je to možno v domu, kjer osebje točno ve in nekako čuti vsakega posameznika, ne. V bolnici je to seveda čisto drugače, ne. In tam umre človek res čisto sam na eni bolniški postelji in čim umre, se že dela prostor, se ga že odstrani, zato ker se dela prostor za drugega, ker že trije čakajo na hodniku, da bojo lahko sprejeti v bolnico, tako da, ja. No, običajno so božično, novoletni prazniki težki za nekatere ljudi, predvsem tiste, ki so osamljeni, ne, in tudi depresivni, že malo bolj, ne, tudi po naravi. Tako da še zdaj ta korona in ukrepi in vse, kar spada zraven, verjetno še delajo hujše situacije. Pride kdo k vam po pomoč, recimo v takšnem primeru, in reče, čujte, pomagajte mi, ne, jaz sem čisto na tleh. Moram reči, da jih res dosti pride, ne. Dosti jih pride. Vem, da tudi dosti pokliče na te telefone, ki so jih vlada dala kot pomoč, psihološka podpora, potem vsi ti telefoni, ki so ne, za otroke, pa potem tisti, ki je za duševni stiski, da lahko ljudje kličejo, so dosti bolj, mislim, da sem brala 230% rast klicev je, ne. Ja, tega je dosti, ne, in zdaj mogoče lahko pozovejo vse gledalce, če poznajo koga, ki je nekje sam, vedno sam, da ga, ne vem, samo malo mu grejo pomahati skozi okno ali pa nekaj takega. To lahko takemu človeku spremeni cel teden. Tako, bodimo torej, kar se da, čim bolj človeški, ne, in si na nek način torej pomagamo, kolikor se pravzaprav da v teh razmerah. Alenka, hvala lepa, upam, da boste si tudi vi malo spočili čez praznike, da si boste na nek način, ne, uspeli polepšati doma. Pozabite doma na težave iz službe? Ja, no, delno. Probam se zaposliti z drugimi stvarmi, ampak to, veste, to kar nekje vedno je odzadaj, sploh za ta situacija, ker je vsi zdravstveni delavci, ne, od zdravnikov do sester, do bolničarjev, do vseh, ki sodelujejo, vsi smo zdaj verjetno zaposleni tako nekih 250%, ampak mi tudi vsi upamo, da bo naslednje leto boljše in da bomo lahko počivali, ko bo tega vsega konec, no, tako da toliko v počitku, takrat bomo počivali. Tako, gotovo bo minilo tudi to, tako kot mine dobro, mine tudi težki časi minejo. Alenka, hvala lepa. Hvala vam. Januarja, ne, se vidimo. Se vidimo. Upam, da torej z novicami, ki bodo nas vse skupaj razveselile. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa. Bilo je še potrebno povedati to in ono o tej nesrečni koroni oziroma o covidu, tako da ne zamerite, če sva tudi danes bili nekoliko manj optimistični, ne, čeprav sva želeli še koga kaj vse malo razveseliti. Vsi tisti, ki ste vzdržali do zdaj, ostanite zdravi še naprej, vsi tisti, ki pa vas je prizadela korona, pa upajmo, no, da ste tudi iz tega potegnili kaj dobrega. Hvala za pozornost in srečno!